Tukaj se pa uspneš, hujka na Ferrati. A je to prav, kralj? Se svizci oglašajo. No, na drugi strani pa takole. Vse v hribih ne gre drugače kot takole. Evo ga, pa smo že tle. Lega borca! Evo, špičkarije, tole so špičkarije. Živijo, živijo! Danes gremo pa na kraljevsko turo. In sicer gremo na kralja slovenskih gora. Veste, kjer je to? Itak, na Jalovc. In pa še na Jalovc gremo, po mojem mnenju, po kraljevski turi. In sicer zdajle je že okoli 4 popoldne ura. In bom skočil iz Loške Koritnice samo do zavetišča pod Špičkom. Tam prespimo. Tam bo tudi Aleš, Iztok pa Ivo. So šli po drugi poti gor. Jutri zjutraj skočimo skup na Jalovc. Pa se pa jaz vrnem po krožni poti spet sem dol. Ful bo dober. Sicer vreme. Zdajle je gor tam okoli 1800 metrov je megla. Tako da razgledov danes ne bo. Držimo pa pesti, da pa jutri zjutraj lepš. Nič, pejte zraven. Prve pol urce se sprehajamo po takele makadamski cesti. Bomo pa desno kele v tist vsek not zavil. Tam se začne pa že malo plezanja. Drugače pa tele poti po Loški Koritnici gor proti Kotovmu sedlu, kjer bom šel jutri dol. In pa proti Mangartu ureja naše planinsko društvo, se pravi Borovnica. In 14 dni nazaj smo bili ekipca tlele, pa smo malo rihtali. Tam proti Kotovmu sedlu smo eno jeklinico zamenjali, ki je bila že 20 let strgana. Tako da se tukaj kar ureja poti. Grem pa tudi tole pot pogledat gor. Bom šel, grem pa tudi prvič, nisem še bil. In baje, da je v redu stanju. Bomo pa videli kmalu na lastne oči. Tukaj malo naprej gor je še en hlev, oziroma neka kmetija, nekaj tazga, ko imajo ovce, zdajle polet. Pa kmalu zatem pa desno zavijemo. To je že ta kmetija, oziroma hlev. Mi pa še malo gor. Še malo pogleda nazaj. No, takale pot je bila včasih praktično do vrh sedla med Mangartom pa Jalovcem. Ampak so jo zdaj v teh 100 letih precej zanemarili. Zadnjič smo jo sicer kar lepo obrezali, tako da je prehodna. Je super pot gor. Takole pa prihajamo že do križišča. Tukaj je desno in še malo višji. Tistele sem rekca podrta. V glavnem piše, da je 4 ure pa pol, da je do zavetišča. Mangart 4 ure, v koncu pa ura pa pol. Kele noter gremo. Dele kam pa strugo prečku, sem pa še vodo natočil. Do zdaj nič nisem imel, dem pa meh pa eno plastenko si natočil. Tako da tukaj se da samo en košček poti malo teže prišparati. Kdo bi si mislil, da bo izziv pride čez potok, ne? Bi bilo bolj pametno čez iti, preden sem vodo natankal, preden imam 2,5 kg težji nahrbtnik. Ampak čas se pa splača, da sem, oziroma poplača, da sem včasih atletko treniral. Še malo v drugo smer. Tukaj gor je drugače Mangart. Tamle se vidi pa
ena koča majhna. To je bila včasih baje, da so imeli Čehi tle planinsko kočo. Danes je pa to pastirska oziroma neka lovska koča. Še malo panoramce. Preden zagrizemo skale. Sem mislil, da je tamle gor nekje pot vstopil steno. Smo le tlele. Evo, palce sem pospravil. Čelado gor dal. Pa zagrizemo steno. Noro, ko so te markacisti včasih delali. Štengice gor. Tole bo še zabavna pot. Tukaj se pa vzpneš. Hujka na Ferratije. Direkt gor gre. Ja, še okoli pokažem. Tukaj zdaj se pa malo ni več toliko zelo strmo, ampak še zmeraj gre. Fino gor. Da malo zdiham. Pa vam pokažem, evo. Je ribica že skoraj zun. Z megle. Dol pa že kar globok. Neke stopinje so, tako da zgleda, nekdo pred kratkim šel. Mora biti tale pot za dol kar zoprna. Tamle naravnost gor, pod tole grapo en slap. Bomo šli jutr bliz njega dol. Bomo jutr pogledali. Ful zanimiv. Tlele tudi, tam, ko sem rekel, da mislim, da gre pot gor, tudi vidim zajlo in tukaj se priključ. Zanimivo, da greste do sem dve poti. Gneče sigurno ni toliko tle, da bi mogli biti dve. Kako se pa koritnica sliši. Prav buči. Vidite, tudi tle so še stopničke, tako da tudi markacisti niso bili čas toliko nori. To je lahko toliko nora sam vojska in to italijanska. V času Rapalske meje so zihar oni tole delali. Tukaj pa zdaj prav luksus od potke. 10 metrov od tem, ko sem pohvalil pot, se pa džungla začela. Ja, da še malo dal pokažem po dolgem cajtu. Sem prvi hotel posnet klip, pa reči, da tukaj verjetno nate pa benga srečali in je zdaj dva srečen tle. Greste isto turo, kaj jaz, samo v enem dnevu, pa v bistvu v drugi smeri. Pa sta rekla, da bolj, ko greš gor, boljša pot je, tako da se že veselim. Še malo vodice. Vprašanje, če je skostle, zadnje dni je kar dežval. Se pa zgleda spucali do vrha. Da bomo še Mangart videli. Kaj bo dobro, pogledajte. Stopničke. Evo ga včaka. Kakšna zanimiva skala. Še en impresiven pogled dol. Naprej gor. Moram kar malo posneti, kakšne luknje so v stenah. Prav divje, kakšne ogromne skale. Evo ga, pa še jalovc, špička ven. Mangart pa že čez uni. A je ta prav kralj, Sicer ne vidim nobenega, ampak se svisci oglašajo. Takole pa smo na sedlu. Tole je pa ne vem, Bavški Grintovc mogoče.
Tole je verjetno zadnja trenta. O, kaj je lep pogled. Tamle na sedlu dol pod Mangartom. Vi na avte videli, no, sem se vidi bivak. Ga bomo jutri malo bližje videli. Evo, pa gremo naprej malo spet v Jeklenico. Gremo na špičkarije. Tole sem skoraj spregledal. Tukaj dol se gre za planino Bala. Pa ne vem, kjera planina točno je to. Ne vem, kaj je še lepa pot naprej. Kaj pa ta razgled? Oba lepotca. Tole je pa dolina Bavšica. Tole je pa Loška stena. Oziroma vrhovi nad Loško steno. Tole tudi moraš vedeti, da noben drug kaj Italijani ne bi delali tle gor. Pa smo spet pri Jeklenicah. Še malo plezanja. Še malo vzpona, pa upam, da se tamle gor pa že spust začne. No, na drugi strani pa takole. Precej lepše. Tole je pa res po mojem bavški Grintovec. Kaj lepo je. No, tole pa pogled nazaj. Tukaj gor nam skočil, sem razmišljal, če bi, ampak itak megla brez veze. Malo pa tamle malo dol je pot. Špiček je dol. To ni Bavški Grintovec, ampak je Jalovec. Bavški Grintovec je precej desno. Tukaj zadnje pa se gleda že, oziroma tamle dol mora biti, zavetišče pod Špičkom. Tole naravnost je pa Prisojnik. Tamle dol je pa po mojem Špiček tisle. En špičast malo bolj. Ne ta prvi, ampak on zadnji. Evo jih tamle ene 3 gamsi. So pa mladi kozorogi, niti ne vem. Bom prav malo približati, samo po mojem se ne bo videl kaj dosti. Še pogled nazaj. Vse v hribih ne gre drugače kot takole. Sploh s takimi razgledi. Ja, tele te visoke od leve si sledijo Prisojnik, Razor pa Triglav. Po mojem samo še ene 15 minut. Ja, to je pa dolina zadnja Trenta. Tukaj so pa Aleš, Ivo pa Istok štartali. Zanj sem se pa tamle dol prebijal. Sem komaj pot našel. Ko sem šel z Bavškega Grintovca proti Špički. Sem že prej omenil ta video. Bom dal desno gor link. Super video. Če malo rožic posnet. Evo ga, pa smo že tle. Pišu, kaj me je presenetal. Sem mislil, moramo še kaj do naslednje špice iti. Veste, kako se temu reče? WC Ritopiha. Kolega Borca! Teorija na špičku. Evo, fante, kako se temu reče? Vrhunsko. Zaslužena večerja. Tako.
Evo, timelapse smo zaključili, tole počas nas bo začel zebst, tako da se bomo not predstavljamo, še notr neki posneli, pa gremo pa spat. Pa se pa že drug del začne. A ja, vse. Drugač pa je pa res dobra stvar, da je... To je najboljše. Evo, špičkarije, tole so špičkarije. Lepe misli, Čudovite misli. To si punce spomnejo, ker slab vreme. pa goste. Zdaj bomo tudi mi nekaj napisali. Danes sta na špičko prišla dva iz Makedonije in smo kar malo fejmiči, ker smo tole v dveh videih že tle bili, tako da pozdravimo Makedonijo, špičke.